Ja, hvala lepa. Želim spregovoriti o nekaterih izzivih v prihodnem letu, pred katerimi se bo znašla država in seveda tudi gotovo slovenska vlada. Gre za nekatera vprašanja, ki so pred nami, ki smo jih pa morebiti nekoliko spregledali ali smo dovolj identificirali ta čas. Čez kak mesec dni bo potekel rok, ko bo treba v skladu z arbitražnim sporazumom o določitvi meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško tudi opraviti dve pomembni nalogi, ki jih veleva ta sporazum. Treba bo namreč ti nalogi sta zdaj časovno združeni v enoten rok, ki poteče koncem januarja. Treba bo opredeliti predmet spora in treba bo tudi določiti teritorijalni zahtevek Republike Slovenije. Skupine strokovnjakov gotovo intenzivno delajo na teh vprašanjih. Sam bi želel prispevati nekaj svoje lastne izkušnje, ki sem imel v mandatu 2004-2008, ko je bilo treba realizirati nek tak medrepublični dogovor o meji med Slovenijo in Hrvaško. Zakaj šlo? Šlo je za prenos zemljiške knjige iz Hrvaške Pregale v Koper. Takrat smo se v okviru ministrstev za pravosodje obeh držav dogovorili, da se ta prenos opravi skladno z dogovorom, ki je bil sklenjen med obema republikama na podlagi takrat veljavne ustavne ureditve iz leta 1952. To je namreč ta del, ki pripada Pregali, je nedvomno slovenski in da se zemljiška knjiga zato nastavi na slovenskem ozemlju v Kopru. Vendar sosedna država tega dogovora, ki bo sklenjen, kot rečeno, po vseh takratnih veljavnih ustavno-pravnih in pravnih okvirih, sprejeli sta ga obe takratne republike v skupščini in kar je najvažnejše. Končno soglasje je dejala tudi izredna skupščina v takratnem za to pristojnem zboru narodov. Tako je namreč določitev meja predvideval takratni ustavno-pravni red, ki je bil sprejet leta 1952. Hrvaška se tega ni držala, ni prenesla zemljiške knjige. Takrat sem uspel s pogovori s hrvaško ministrico za pravosodje, da smo sklenili sporazum, da Slovenija pridobi vse ustrezne podatke in da nastavi zemljiško knjigo v Kopru, toda s končnim podpisom in soglasjem pristojnih organov Republike Hrvaške, tako da se ta prenos tudi izvrši. Dogovor je tekel 6 mesecev, so pristojne službe in kometri so natanko prenašali vse potrebne izmere in podatke. Ko pa bi bilo treba to tudi zaključiti s podpisom, pa do tega nenadoma ni prišlo. Ministrstvo za zunanje zadeve sosednje države ni bilo temu naklonjeno in ni dovolilo realizacijo tega dogovora. Ob prenehanju vlade je bila Pahorjeva vlada seznanjena s tem dogodki in je v nadaljnjem reševanju tega problema pokazala, moram reči, modrost. Zato jih v tem mestu izrekam posebno priznanje. Kajti takrat je tudi iz hrvaških strani prihajalo čez pobuda, pa kaj vi hočete od nas še ta zadnji podpis in soglasje, nastavite sami zemljiško knjigo, vse imate vse podatke, nastavite sami v Kopru. Sveda je šlo za neke vrste proti poziv k nekomu protipravnemu ravnanju. Kajti sosedna država je protipravno nastavila zemljiški kataster obmejnega območja, pri katerem si je prilastila tudi na protipravni način podatke z Piranskega sodišča.
in je pač nastavila svoj kataster v Bujah, popolnoma protipravno in zdaj bi seveda verjetno odgovarjalo, če bi podobno, čeprav ni bilo povsem podobno, kajti za ta prenos zemljiške knjige in katastra v Koper smo imeli takrat vse potrebne pravne akte iz nekdanje skupne države, v primeru prenosa iz Koperove Buje, pa tega ni bilo. In kljub temu bi jim bilo kar všeč, če bi tudi mi to tako naredili, brez soglasja njihove strani. Vendar, kot rečeno, Pahorjeva vlada je pokazala to neko državniško modrost, tega ni storila, ni na silo nastavila zemljiške knjige, ampak je v pogajanjih v poglavju pravosodja dosegla, da je Hrvaška končno tik pred zaključkom pogajanj z področja pravosodja, končno vendarle dala tisto tako potrebno soglasje in prišlo je do povsem legalne nastavitve in mednarodno pravno povsem sporne zemljiške knjige v Kopru. Zakaj vam pripovedujem o tem navidez nepomembnem detajlu? Zato, ker ta detajl ni nepomemben. Veste, ustavno-pravni red, ki določa razdelitev med republikama, je bil sprejet leta 1952. Toda takrat nekdanja skupna država Jugoslavija še ni imela teritorija svobodnega tržaškega ozemlja, ki je, kot veste, prišlo pod njeno jurisdikcijo šele s sklenitvijo Romanskega sporazuma 2 leti kasneje. In ta detajl, ta določitev meje je eden od redkih, če ne celo edini primer, kjer je bila ta razmitev upravljena v skladu s predanjo ustavno-pravno ureditvijo nekdanje federalne države. Na vseh drugih predelih, govorim seveda, na vseh drugih predelih nekdanjega svobodnega tržaškega ozemlja, take razmitev ni bilo. Gotovo je to nekaj, na kar je treba upozoriti, ker je treba upoštevati strokovnjake, ki bodo razsodili arbitre, ki bodo razsodili te mednarodne sporazume, in nekaj, kar je treba tudi imeti v luči, ko bo država čez mesec dni opredelila predmet spora in tudi opredelila ozemljske zahtevke. Gotovo se tu zdi kot najbolj smisel takšen zahtevek, kjer bi pač Slovenija izhajala iz zadnjega mednarodno-pravnega veljavnega akta, ki je urejal to področje. To je bil pa statut svobodnega tržaškega ozemlja. In bi pač predlagala arbitražnemu sodišču, da mejo med obema državama določi, če že ne na območju, bi rekli, nekdanjega teritorija cone B, pa vsaj na območju nekdanje občine Piran. Nekdanja občina Piran je bila v statutu svobodnega tržaškega ozemlja opredeljena seveda znatno širše, kot je danes, in na njem ni bila tudi zaveza o prepovedi razdolževanja te občine. Arbitri naj potem določijo pravično mero ob upoštevanju pravičnosti in seveda tudi tiste zaveze iz arbitražnega sporazuma, ki Republiki Sloveniji zagotavlja neposredni stik z odprtim morjem na teritorialnem podlagi. Drugo, kar sem želel povedati, pa je to, da bo v letu 2013 treba poleg vseh drugih težkih nalog, s katerimi se država srečuje na finančno-ekonomskem področju in na področju upravljanja gospodarskih vprašanj in s katerimi, kot kaže, bo zadeva šla naprej v smeri, ki nas vodijo k razbremenitvi finančnih obveznosti države. Poleg vseh teh nalog bo treba posebno pozornost nameniti tudi področju pravosodja, učinkovitemu delovanju pravosodja. Kajti, če v tem pogledu
ne bo prišlo do nekega pomembnega preboja, potem tudi vsa druga prizadevanja, do katerih se lahko zgodi, ne bodo imela pravega očeta. Zdi se mi, da je tu treba pozeti zlasti na 3 spektre vprašanj. Prvi sklop vprašanje je gotovo to, da je pravilno, da vsi postopki, mislim, procesni postopki, ne vsebinski postopki, delovanja sodišč postanejo čim bolj transparentni. Kolikokrat neko sodišče opravlja neko obravnavo, kdaj pripravlja, kako pritegne k sodelovanju sodne izvednice ali druge potrebne, kako poteka razpis obravnav, kako se obravnava razpisov prednostno in kako ne. Vse te stvari bi bilo smiselno urediti tako, da so mnogo bolj transparentne, kot so danes, ne nazadnje, da so transparentne in pregledne tudi za predstavnike javnega mnenja, ki to spremljajo, se pravi za medije, ki danes na tem nimajo praktično nobenega potreba. Zvedo, kdaj se pač neka obravnava zgodila v nekem tistem roku, ki je, ne vedo pa, kako ta postopek teče od začetka do konca. K temu bi seveda moralo prispevati tudi nekaj nevides nepomembnih detajlov. Povsem nerazumljivo je, zakaj dobi nek sodni spis, ko je, recimo, razsojen na prvi stopnji in ko pride do pritožbe in ko pride na pritožbeno sodišče, zakaj ta spis dobi drugo opravilno številko. In če pride še do ponovno pritožbo, do revizije na vrhovno sodišče, dobi tretjo opravilno številko in je seveda zelo težko ugotoviti sledilost nekega spisa. Navides nepomemben detalj, ki pa ni nobenega smiselnega razloga, da to zadevo ne bi rešil tako, da je možna popolna sledljivost teh spisov, tudi tako potujejo v kakšnem časovnih razmikih in naprej. Tudi je smiselno seveda sodbe sodišč, ki jih lahko kasneje spremljamo tudi na omrežju, opremati z vsemi tistimi znaki izvrševanja sodne oblasti, tudi samih sodnikov, tako kot je to običajno tudi ljudje po svetu, pri nas dosti tega ni in so te tudi, bom rekel, pravno trivialne študije seveda zaradi tega po nepotrebnem težje. Poleg tega menim, da bo treba v prihodnem letu vendarle izpeljati odločen korak na tem in uresničiti zahtevo, ki jo je podal že nemški sodnik Dukov pred davnimi leti in ki smo jo skušali uresničiti tudi za novelo zakona o pravnem postopku v prejšnjem mandatu, ki pa iz meni ne povsem razumljivih razlogov ni zaživela tako, kot smo živeli, in sicer to, da bi sodišče druge stopnje moralo vedno o sporni zadevi odločiti dokončno. In da ne pride do nemogočega vračanja zadev na prvo stopnjo, prav, mislim, v januarju naj bi eden od udeležencev postopka, ki je bil na koncu oproščen, postopka, ki se je vlekel desetletje in kjer je prihajalo do nenehnega, mislim, da 3-kratnega vračanja razsodbe na prvo stopnjo, proti temu javno protestiral in na tako ravnanje opozoril. To je bilo nekaj, na čemer, moram reči, je bil takratni svetovalec Evropske unije za vprašanje pravosodja v Sloveniji, to je bil gospod Dukov, presenečen. Sam je dejal, da v Nemčiji se to nikdar ne more zgoditi. Pritožbeno sodišče vedno razpiše obravnavo in ne odloča kabinetsko. V Sloveniji sodišča, pritožbena sodišča odloča v kabinetsko, v zaprtem sestavu. In prihaja pa do tega mučnega, bom rekel, mučnih primerov polodločitev, ko se zadeve znova in znova vračajo
lahko tudi dvakrat ali celo trikrat, ker smo videli ponovno na prvostavno sodišče v ponovno odločenje. Za tak način postopkovnega odločenja sodišč Slovenija nima več časa. Zagotoviti mora, da v tem primeru v prihodnem letu pride do bistvene spremembe. No in končno še en predlog, ki je pa, s čemer zaključujem, ki je pa ustavno-pravne narave. Analiza sodnih zaostankov kaže, da ni pričakovanega napredka v reševanju tako imenovanih pomembnejših zadev na sodiščih. To so tiste zadeve, s katerimi se ljudje najbolj običajno srečujejo. Gotovo bi morali iskati vse možne načine, da te zaostanke končno odpravimo. In eden od takih načinov, ki smo ga enkrat takrat že predlagali v mandatu, vendar takrat ni našel dovolj razumevanja, kajti zahteva potrebno dvotretjinsko večino, to je spremljeno postave, je ta, da bi po vzgledu številnih evropskih držav, bom nekatere kar naštel, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Švedska in Norveška, pa sem naštel samo nekatere, kjer ta inštitut zelo dobro deluje, uvedli tudi institut sodnikov za začasen čas. S tem se nikakor ne posega v mandat sodnikov s trajnim mandatom, ampak odpira se možnost, da se poleg tega za premagovanje sodnih zaostankov in za odpravljanje hitrejšega reševanja razstrelnih zadev, seveda za določen čas imenuje po enakem postopku, kot za izvolitev sodnikov, tudi pravnike za to potrebnim znanjem, za to potrebnim kvalifikacijami, ki tudi prestanejo potrebne teste, tako kot mi, ki so volili ta naziv, in ki so pripravljeni za določen čas, rešitve so zelo različne. V nekaterih državah so v Franciji imajo recimo 3 takšne primere, imajo sodnike za določen čas 1 leta, 3 let in 7 let. Nekateri delajo polno vrsto čas, nekateri delajo samo nekaj mesecev v letu dni, rešitve so različne, možne so, vse so pa namenjene samo enemu cilju in sicer temu, da pač sodna veja oblasti deluje v realnem času, da ne pride do prevelikega podlaganja zadev. V ta namen bi seveda morali sprejeti ustavo, zato ta predlog pač tu podajam na koncu kot predlog, dodatni predlog v okviru predlogov, ki se odpirajo ob morebitni spremembi Ustave Republike Slovenije. Hvala lepa.